naše podjetje Erni Team. Smo že iz leta 1988, smo družinsko podjetje. Proizvajamo zaščitna delovna oblačila, zraven ponujamo še vezenje in tisk ter promocijski material. Fluid Lab je startup podjetje, ki ukvarjamo se z mikrofluidiko. Mikrofluidika je vodovodarstvo na mikroskopskem nivoju. Tako da to razvijamo pa v bistvu eno napravo, ki organizacijam, ki razvijajo nove sorte rastlin, ki so recimo bolj odporne na spreminjajoče se okoljske razmere in take zadeve. Torej, te organizacije uporabljajo pač neke laboratorijske tehnike, da pridejo do teh novih recimo hibridov, večinoma in takih zadev. In mi jim pomagamo recimo avtomatizirati oziroma pospešiti en postopek v tem procesu. Tako. V podjetju UE Foods pripravljamo kuhane, popolne in uravnotežene obroke za kužke. Smo dejansko inovativno podjetje, smo zagonsko podjetje. Naši produkti UE Holistic Dog so namenjeni zelo ozaveščenim lastnikom oziroma skrbnikom kužkom, ki se zavedajo, kaj pomeni za zdravo in za svežo hrano hraniti kužke. To pomeni trajnostno, pomeni dejansko, da bodo kužki dlje živeli, kar dokazujejo številne raziskave in analize, manj bo obiskov veterinarjev in kvalitete življenja kužka bo seveda veliko večja, hkrati pa tudi veliko več srečnih trenutkov med kužkom in pa njegovim skrbnikom. Tako da dejansko prinašamo eno inovacijo v Slovenijo, delamo pa izključno iz sestavin za prehrano ljudi, zato ker so premium sestavine pomenijo tudi večji izkoristek, kar pomeni tudi trajnostno, da kužki manj takajo. Podjetje Prima Filter Tehnika se ukvarja s proizvodnjo in prodajo filtrov in filtrirnih sistemov za najrazličnejše industrijske aplikacije in za različna motorna vozila. Tako da delujemo v branži, kjer zagotavljamo čistost različnih medijev, ki jih filtriramo, čistost okolja, v katerem živimo in delovnega okolja, v katerem delujemo. Smo polnoletno podjetje, ki se imenuje CBD, kratica pomeni Contemporary Building Design ali sodobno načrtovanje zgradb. In že 18 let probamo spremeniti gradbeno silino. To pomeni, da uvajamo inovativne lesene konstrukcije v vsakdanjo gradbeno prakso in probamo kjerkoli je mogoče v projektu s projektiranjem, konstruiranjem izvedbe nadomestiti klasične gradbene materiale, ki imajo zelo veliko izpustov in porabe fosilnih energentov za svoje proizvode. Glavni in ključni premik je bil, da smo začeli strateško upravljanje oziroma dejansko nismo znali planirati in skozi to izobraževanje je v bistvu ključno bilo, da smo začeli strateško planiranje. Predvsem, da smo znali tudi zaposlene oziroma nekako smo bili navajeni, da vsi vse počnemo. Skozi to izobraževanje smo pa prišli do tega, da nekako razdelimo delovne naloge in da vsak za svoje poskrbi ter tudi strateško pripravi načrt in naprej. Prej smo pa to delali dejansko vsak po svoje. Tako. Bel nepopisan list, bi lahko rekli. In zato dobili smo ful dobrega mentorja, ki je še malo iz našega foha, če lahko po domače rečem. In smo v bistvu postavili praktično skoraj celo firmo na glavo in tudi v bistvu postavili dobre temelje, bi jaz temu rekel. Tako da s celotno ekipo smo, ki je sicer majhna, 3 smo postavili tako recimo cel posel kot poslovne načrte in vse to prevetrili, finančne plane in tako naprej. Zmer smo vpeljevali te elemente trajnosti, vizija, strategija, vse te zadeve. Praktično smo tekom tega skoraj sestavili to firmo, kot je danes. In tako da, če ne bi tega šli skozi to, bi najbrž bili čisto drugačni, pa ne bi bili po moje tako dobri, kot smo danes. Tako da je bilo to za nas v bistvu ful dobra izkušnja, tako res. S tem projektom strateške transformacije, glede na to, da smo tudi manjše zagonsko podjetje, nam je ogromno pomenilo to, da smo dejansko spremenili mindset.
Mindset, ki je sicer v osnovi bil zelo trajnostno naravnan, smo dobili to eno lastno potrditev, da smo dejansko na pravi poti, glede na to, da je širše okolje še vedno ne toliko trajnostno naravnano, kot je sam naš produkt. Je naše sodelovanje z mentorjem Juretom bilo tudi odlično, zato ker smo zabredli v vse naše procese, kjer lahko še dodatno pripomoremo k vsemu in predvsem to, da smo zanalizirali, pripravili, postavili procese, glede na to, da smo nekje, bom rekla, v štartni fazi in smo še lahko tudi marsikaj spremenili in postavili na popolnoma še višje temelje, kot smo bili v osnovi pripravljeni, ker nam je ta know-how ogromno pomenil. Glavni premiki oziroma dodana vrednost, ki jo vidim, je to, da nam je nek zunanji ekspert objektiviziral sliko našega poslovanja, nam predstavil določene stvari, ki jih lahko izboljšamo, se pravi nekatere izzive, priložnosti, s katerimi smo potem tudi seznanili ostale zaposlene. Predvsem pa smo naredili kar nekaj plana tudi za naprej, kaj nas čaka v naslednjem obdobju, da bomo še bolj trajnostno naravnani, kar pač naši kupci vedno bolj zahtevajo. Pa pomembno se mi zdi to, da smo se v bistvu vodstveni kader zbrali v trenutkih, pobrainstormali stvari, ki so zelo pomembne, pa za katere ponovadi ni časa. Tako da to je bilo po moja glavna prednost. Tekom tega projekta smo pa želeli to trajnost popeljati še dlje in v bistvu jo želimo popeljati v vsak izmed naših objektov oziroma projektov. Zdaj pri vsaki gradnji normalno prihaja do nekih odpadkov, nekih ostankov. Če si predstavljate recimo v betonski gradnji, ko hruška pripelje na gradbišče material, ostanek materiala dejansko zlijejo na tla in s tem povzročijo direkten odpadek oziroma nek ostanek. No, mi pa te ostanke, ki nastajajo v projektih, pobiramo in jih, bom rekel, že vgrajujemo naprej v neke nove konstrukcijske elemente, naprimer izdelavo konstrukcije stopnic in drugih, recimo, nekih pomožnih elementov. Moram priznati, na začetku smo bili zelo motivirani, zelo veseli in sem bila zelo vesela, da imam nekoga v podjetju, ki nam lahko svetuje, pomaga. Absolutno mi je tudi pomagala v bistvu zaznati naše vrzeli, tudi v bistvu stvari, ki jih dobro delamo, da smo jih ozavestili in da jih znamo ceniti. In istočasno stvari, ki pač slabo delamo oziroma da kaj potrebujemo, da bi napredovali v poslovanju. Najtežji del je bilo to, da smo mogli vzeti en dan prost v tednu in zorganizirati komplet proces v proizvodnji v podjetju in nemoteno in istočasno še vsi, ki so bili vključeni v to izobraževanje, da so bili zmotivirani in nadoknaditi vse to delo, ki smo ga takrat zapustili v bistvu v naslednjih dneh. To je bilo najtežje. Naša pričakovanja so bila pa kako se temu reče, nadpričakovanji se temu reče. Tako da, sicer, kot sem rekel, bilo je vse zelo, zelo dobro, res zelo dobra izkušnja. Ne kot startup, ni nujno, da bi zdaj to rabili, ker se še postavljamo na noge, kot marsikatera druga firma v tem kohortu. Nam je pa zelo, zelo koristilo, da smo se transformirali v nekaj boljšega danes. Ta proces je za nas bil potreben predvsem zato, da smo mi lahko dojeli ene stvari, da jih počnemo že zelo v redu, pa mogoče pred časom. Na drugi strani pa, bom rekla, sploh ni bil naporen, bil je obsežen, super, ampak smo ga absolutno z veseljem sprejeli in nekaj, kar je dalo eno dodano vrednost ne samo podjetju, ampak tudi vsem, ki smo vključeni v proces. Proces transformacije se mi ni zdel naporen, saj smo delali nekaj, kar je dobro za nas. Bilo je v bistvu največja težava je bilo pa časovno uskladiti vse obveznosti za tem procesom. Sicer je pa vsebinsko zelo velik del prispeval naš ekspert, ki nam je bil dodeljen, tako da nam je zelo veliko pomagal na tem področju in smo pač v samem procesu uživali. Predvsem je bil časovno naporen, zato ker poln urnik je bilo treba uskladiti še in umestiti še eno dodatno nalogo. Ampak jaz mislim, glede na to, da
vizija posameznikov v podjetju le mora preiti na celoten tim. In jaz mislim, da nam je ravno to spirit z odličnim ekspertom omogočal. Da nas je vodil preko tega in da smo praktično tisto, kar smo nekako čutili, dejansko zlili na papir, se pogovorili in da je nekako celotno podjetje v to vpeto. In to si štejemo kot veliko dodano vrednost v prihodnosti glede nadaljnega dela. In mislim, če še s tvoje strani, kakšen? Ja, bom rekel, pri vseh takih stvareh je pomemben cilj, ampak zelo je pomembna tudi sama pot, ker je pot tisti proces učenja.